Lepo pozdravljeni. Knjiga Kje so moji ključi o življenju z demenco, o kateri bomo govorili danes, je nekakšen most. Je most med medicino in literaturo, med vsakdanjo izkušnjo in strokovnim znanjem, med izgubo in upanjem. V njej 27 avtoric in avtorjev z različnih perspektiv pripoveduje zgodbe o demenci, bolezni, ki ne prizadene le posameznika, temveč tudi njegove bližnje, njegovo identiteto, njegov spomin. V času, ko je demenca še vedno prevečkrat obdana z molkom, ta knjiga zgodbo razbija tišino. Veseli me, da so danes z nami avtorji in pa seveda tudi v isti osebi uredniki. In če gremo kar iz desne proti levi, z nami je doktorica Saša Novak, znanstvenica, profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in nekdanja raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan, pa seveda tudi nagrajena komunikatorica znanosti. Navdušuje pa jo tudi pisanje, z Edotom Krničem si v knjigi namreč delita največje število prispevanih zgodb. Doktorica Zdenka Čebašek Travnik, zdravnica, specialistka psihiatrije, sistemska družinska terapevtka in sodna izvedenka za psihiatrijo, članica strokovnega sveta Združenja Spominčica Alzheimer Slovenija, bila pa je tudi varuhinja človekovih pravic in predsednica zdravniške zbornice. V tej knjigi je prispevala strokovne komentarje, ki bralcu pomagajo razumeti demenco onkraj simptomov. In pa seveda še Edo Krnič, zaposlen na Finančni upravi Slovenije, obseden turni smučar, večkratni Ironman, eden redkih, ki je naredil Everesting, organizator kolesarske dirke na Jošta, zavzet spremljevalec na ultra preizkušnjah in od nekdaj neusahljiv vrelec zgodb, takih malo nenavadnih, v katerih ima običajno tudi glavno vlogo. Saša, midve sva že sodelovali, zato se bova kar tikali. Do sedaj sem te predvsem spremljala preko Znanosti na cesti, kjer sva skupaj sodelovali pri organizaciji dogodkov, tudi v naši knjižnici. Ustvarjanje knjige pa je nekaj povsem drugega, pa vendar, ko zdaj pomislim, ta preplet literature in znanosti v bistvu ti je pisan na kožo. Ti si bila pobudnica nastanka knjige in glede na temo je razumljivo, zakaj si povabila k sodelovanju doktorico Zdenko Čebašek Travnik, me pa zanima, s čim te je naš Edo prepričal. Lepo pozdravljeni. Ja, Eda sem prvič spoznala samo po imenu, ko je bil nagrajenec natečaja, mislim, da za pesem. Ja, Znanost na cesti sem in tja objavil kakšen natečaj, poleg tega, da organiziramo tudi poljudno-znanstvena predavanja, ki so se dogajala tudi nekaj časa tukaj, okrogle mize in tako naprej, no, ampak na enem od nagradnih natečajev je zmagal Edo Krnič. Takrat se po moje nisva videla. Na naslednjem natečaju, ko si zmagal zgodbo, sva se pa že videla, ja, to je bilo Od solz do smeha z demenco. Takrat smo imeli v konzorciju eno tako manjšo prireditev, kjer smo podelili nagrade, in ko sem takrat omenila možnost, da bi mogoče te zgodbe, ki so se nabrale na natečaju, zbrali v knjigi, je Edo takoj skočil in rekel, če boste rabila kakršno, če boste rabili, najbrž ste se vikala, ne, če boste rabili kakršnokoli pomoč, jaz lahko pomagam, jaz res lahko pomagam, in sem rekel, ok, sama bi se tega težko lotila, ampak če pa imam takole pomoč, potem pa absolutno. Tako da, ja, zelo preprosto je bilo. Ja, verjetno pa bo naslednje vprašanje, kako pa Zdenka, ne? Seveda. Ja, to je bilo pa tako. Ta natečaj Od solz do smeha z demenco sva pripravila z primorsko zdravnico Tatjano Cvetko, ki je tudi predsednica Primorskih spominčic. No, in ko sva se pogovarjali o tej knjigi, je predlagala Zdenko kot strokovnjakinjo, ki je znana po tem, da tudi zelo dobro piše, ker piše recenzije za knjige, in je torej pisanje v veselje. Poleg tega se pa na demenco kar dobro spozna in je rekla, to bi bilo pa zelo dobro, da bi v vsaki zgodbi imeli še en strokovni komentar, ki bi ga Zdenka napisala. In Zdenka je bila vesela, po moje, tega vabila. Pa samo še tole vprašanje, Saša. Kot vem, ste se odpovedali honorarju. Zakaj ste se odločili za ta korak in kaj želite s tem sporočiti? V bistvu je cel ta projekt, ki je namenjen demenci oziroma pač pogovarjanju o demenci in zmanjševanju tabujev, stigme okrog demence,
namenjen pač temu, ja, da čim več ljudi zve, govori, piše o demenci in itak je bilo majčkeno težko pravzaprav med 27 avtorjev razdeliti honorar, ki ni bil bog ved kakšen. Se mi je bilo tudi skomplicirano, poleg tega se nam je pa zdel čist lepo, da se vsi, torej tudi mi trije, kljub temu, da smo vložili veliko dela, smo se odpovedali temu honorarju za spodbujanje literarne dejavnosti na področju demence. Tako da po izidu knjige in po prejemu plačila od Mladinske knjige smo naredili takoj kmalu zatem nov natečaj z istim naslovom, Kje so moji ključi. No in tam, kaj mislite, kdo je bil spet med zmagovalci? Ja, Edo Krnič, ne. Tokrat ni bil prvi, ampak je bil pa med nagrajenci, ja. Tako da ja, ta denar smo v glavnem že porabili, ampak upamo, da bo še kaj prišlo, pa da bomo lahko še kaj naredili. Posledica je bila tudi potem literarni natečaj, pravkar, ki je nedavno potekal. To je ta drugi literarni natečaj. Ta drugi, ja. Edo, med mnogimi tvojimi interesi in udejstvovanji te lahko označimo tudi kot literarnega ustvarjalca, vse pogosteje tudi nagrajenega literarnega ustvarjalca. Tvoje zgodbe in tudi pesmi so posebne in pogosto izven vseh okvirjev pričakovanega. Zakaj si začel pisati? Ja, živijo. Enostaven odgovor bi bil zato, ker moram. Tako, kaj eni tečejo, kolesarijo ali pa turno smučajo, pa jih tudi ne razumem, pa če eni pišemo. Malo težji način je, se malo zafilozofiral, ampak bom hiter, je pa, ja, zato. V glavnem, en slovenski pisatelj je enkrat napisal, da srečen človek ne more pisati. To je sicer malo taka pavšalna izjava, ampak nekako drži. Tako da, če te nekaj ne stiska v trebuhu, jaz mislim, da tako težko začneš pisati. Pol naprej se to razvija, ampak začetki so pa po moje vsi tako nekaj za njih določenih težav. In to so ponovadi travme, ki eni jih pač imamo, eni si jih pa sami povzročajo, tako da ne vem, kaj lažji. In jaz sem imel kar nekaj travm že v življenju, pa kakor gre, jih še ne 4 pričakujem, če bo šlo tako naprej. Začel se je pa že tam v osnovni šoli, sem imel prve 2 take, mogoče drugmu ne bile, meni sta pa bile, prva je bila steznik, to je tak kovinski, sploh ne vem, če kdo to ve, železan oklep od pasu gor do vratu, pa ne čist do vratu, ampak oklep do brade. V glavnem to sem imel 24 ur na dan gor in to je zelo spodbudno za mozoljastega tega osnovnošolca, ki se še sam sebe sramuje. Tako da to. Pa smo pa še raka dobili v družino, ki je pa tudi ena taka, ja, zanimiva izkušnja. In pol bom, ne vem, zdaj, ko bi lahko povedala, sem se začel, ki je psihiatrina, da sem se začel umikati med črke. Takrat sem začel ogromno pisati, zanimiv je pa, pol, ko sem to bral, pa gledal, da so bili vsi enaki z oklepam, pa vsi so bili izumiteljni. In ne vem, če je kekac, ne zatnikaro, nema, izuma je najdu se, ne vem, malo sem že pozabil, ne. Kapljice sem imel jaz zdravila za vse bolezni takrat. Pa pač mami to mogla brati po službeni dolžnosti, pa itak je bilo dobro, ker sem bil edinc, pa pač more, ker so otroci najboljši. In pač prelomen trenutek je bil pa po moje, ko je zvedela, da ima raka spet. Takrat je pa pač povedala in me je imela kurirčka pri sebi, to je bila ena revija, ki je takrat izhajala za najmlajše, tam sem imel en prispevek objavljen in je rekla, če obljubim, da bom knjigo napisal. Itak sem rekel, ja, kaj pa bom, če je bila tam vsa porizana pa taka. Pa sem pa to obljubo malo zakopal, pa no tudi. Pa je pa to čez leta začel ven hoditi. Ona še ni čisto ven prišla, ampak zdaj, ko zdaj to hodva okoli, da bo po moje to rešila. Una obljuba je pa tudi ven prišla in me je skozi bolj matrala in jaz sem bil že po moje 22-23 odločen, da knjigo napisal. Pa sem začel blog pisati, zelo dolgo sem to pisal, imam osnutkov že za pesmi, za zgodovino Ironmana imam že čisto narejeno, roman imam narejen, vodnikov imam ogromen, sam tistega ni bilo, gola nisem mogel zabiti. Pa je pa enkrat potrkal in pred vrati stala Saša, to je pa to. Hvala, Saši.
Hvala, Saša. Edo, še majčkan obdrž. Sorry. Tisti, ki te poznamo, vemo, da si pristaš iskrenosti, včasih že na meji drznosti. Kako pa je bilo pisati o demenci? Vem, da nekje so bile tudi te meje, ki jih niste smeli prestopati. Kako ste to vozili? Ja, jaz, mislim, saj tako gledam, jaz po mojem meji nimam pri pisanju in se probam čim bolj globje, bolj globoko se že skoraj ne da, ko grem. Mi ni nič narodom pisati, pri demenci sem pa pač, ne sem mogoče malo več pol povedal, na začetku nisem vedel, za kva se gre, ampak jaz sem imel mejo, vedel sem, da ne pišem zase, da za druge in tako smo tudi, ne vem, Sašo so tudi, ko imamo največ teh prispevkov o tem pisala in tukaj povem, škoda, ker ni te avtorice, rečemo, meni najljubša zgodba, ki je bila, mislim, najboljša, sploh ni v knjigi. Zato, ki je imela pač, na začetku sem bil malo proti, ampak je pač ona je šla čez mejo, nož je bil pa nek umor ali kakorkoli in pač to ne paše v to knjigo in jaz sem se tega zelo držal in mislim, da sem bil, da sem se zelo nazaj držal. No. Se pravi, si bil spet malo v okovih. V okovih sem bil jaz. Zdenka, s knjigo, ki jo predstavljamo, imamo priložnost prebrati edinstveno delo, ki združuje svet medicine in leposlovja. Iz prve roke vam lahko povem, da tudi v knjižnicah nismo natančno vedeli, na katero polico naj jo postavimo. V nekem intervjuju ste jo označili kot primer narativne medicine. Pristop, kjer se zgodbe bolnikov, svojcev in oskrbovalcev povezujejo z medicinskim razumevanjem. Kakšna je moč narativne medicine in kako pomaga zdravnikom, kako pacientom? Ja, narativna medicina je v svetu že dolgo poznana, več kot 20 let. Ne samo, da pišejo o njej, tudi učijo po tej metodi. Gre za to, da se strokovnjaki, ki se usposabljajo za delo v medicini, pa tudi v sociali, učijo svoje stroke na podlagi zgodb. Zanimivo je, da so zgodbe začeli pisati pravzaprav travmatologi, ker jim ne bi pripisal, ampak ta, bom rekla, metoda poučevanja se je razvila in ponekod je že sestavni del študijskega programa medicine. Zakaj gre? Če vzamemo mi v roke neki učbenik, kjer so našteti znaki demence, 10, 12, 15, kolikor jih je in se jih naučimo na pamet, še vedno ne bo lahko prepoznati bolezni. In če povemo te znake v obliki zgodb in te znake povežemo s tem, kaj se je dogajalo junako v zgodbah, začnemo bolezen čutiti, jo zaznati. In na ta način si tudi lažje zapomnimo, kaj nam je ta znak pravzaprav povedal, kako ga opaziti in ne nazadnje, kako ravnati, ko ga opazimo. Torej, narativna medicina, s katero se ukvarjam že rečemo 10 let, tudi pišemo o njej, nekaj imam že tudi objavljenega na to temo, je tista povezujoča veja medicine, ki na eni strani upošteva seveda bolezen, na drugi pa da veliko moč pacientu, pacientki, da pove zgodbo zdravniku in to ju poveže ne samo preko laboratorijskih izvidov, ampak tudi na čisto tej človeški empatični ravni. In ta knjiga, Kje so moji ključi, je v resnici prva knjiga v slovenskem jeziku, ki to eksplicitno, se pravi zelo poudarjeno prinaša narativno medicino. Iz zgodbe, različne zgodbe, ki so pospremljene strokovnimi komentarji. Seveda pa narativna medicina ne služi samo zdravnikom, pa medicinskim sestram, pa psihologom, socialnim delavcem, ampak je enako koristna tudi za paciente in njihove družine. Kajti naenkrat dobimo vsi enak okvir ali pa podoben okvir za bolezni in se dosti lažje potem o bolezni pogovarjamo. Da si bomo lažje predstavljali, Edo, boš prosim prebral prvo zgodbo? Ja, v programu smo imeli, da iz knjige berem, sam ne vidim več, tako da imam fontaž ne 14 narejeno, na list sprintano, tako da bo. V glavnem, naslov zgodbe je Lekarniške ploščice in se dogaja v lekarni. Izabela se je nervozno prestopala za pultom. S to bedno plačo nikoli ne bom odplačala dolgov, je pomislila. 400 za kredit, 200 stroški, vsaj 100 za bencin. Če dobim 1000 evrov, pomeni, da bom spet cel mesec tiste trapaste krispije natepavala.
Dober dan, izvolite, so bile njene prve besede v vsaki stranki. 3 tablete na dan, 1 zvečer, nikoli pred spanjem, svečke si ne porinite predaleč, aspirin proti vnetju, analgeziji in glivice. Mešalo se ji je od vseh predpisanih zdravil. Dober dan, ploščice bi kupil. Dvignila je pogled. Mogoče pa le ne bo tako posran dan. Pred njo je stal skoraj 2 metra visok moški. Verjetno je imel nekoč potencial, jo je spreletelo. Velik nos. Prepričana je bila, da imajo takega samozavestni, uspešni moški. Oči prodorno modre. Preko čela povešena čepica. Vsaka guba na obrazu je imela verjetno svojo zgodbo. Ploščice? Ja, ploščice. Fani si že nekaj let želi nove. V kopalnici, saj imate. Dobro, dobro. Vas lahko nekaj vprašam, ga je pogledala izpod obrvi. Kaj? Slabo slišim. Vas zanimajo stenske ali talne ploščice? Kako to mislite? Ja, no, vam bodo ploščice položili na tla ali na stene? Punca, sam jih bom položil, se je razburil. Nerodno si je popravil zobno protezo. Veste, koliko kopalnic sem naredil? Odlično, bi imeli ploščice videza lesa, marmorja ali kamna. Nekajkrat je pihnil skozi nos in si popravil protezo. Pismo, to moram pa Fanjo vprašati. Dobra odločitev, gospod. Izvolite, iz posodice vzemite en bonbon. Pogovorite se s Fanji in se jutri oglasite. Veste, pri tako pomembnih stvarih ne gre hiteti. Prikimal ji je in v zrak dvignil palec. Se vidiva. Zdenka, kako ste s strokovnim komentarjem pospremili to zgodbo? Ja, jaz mislim, da ste se malo tudi nasmejali. Gospod je šel v lekarno in kupoval ploščice za položiti, za po tleh in po steni, kot smo slišali. In seveda bi ta gospa, ki je bila zaposlena v lekarni, gospoda lahko kaj hitro odslovila. Ampak je očitno že nekaj vedela o demenci, lekarna je bila blizu doma starejših občanov in je sprejela pač to igro z gospodom. Namesto, da bi ga užalila, razjezila, kako prizadela, je z njim vodila pogovor do trenutka, ko je on zadovoljen odšel. To je ena taka učna lekcija iz komunikacije z osebami z demenco. Druga učna točka, Američani so rekli teaching point, je vprašanje humorja pa demence. Vidimo, da je ta zgodba, nam postreže z nasmehom, no, ne moramo se ne smejati, pa rečemo, kaj je zdaj to. Ampak, če pri demenci zaznamo neke smešne, rečemo tudi vesele, dogodivščine, to ni nujno, da se držimo smrtno resni, ampak se lahko nasmejimo. Bistveno je, da kadar obravnavamo te, rečemo, šaljive teme, ohranimo dostojanstvo do človeka, ki se mu to dogaja. In v zgodbah smo poskušali zadržati točno take elemente tudi v nekaterih drugih zgodbah, kjer vidimo, da so bodisi obarvane s humorjem, bodisi oseba sama opaža, da se je kaj hecnega zgodilo in v tem primeru se lahko nasmejemo. Tako kot smo se zdaj pri lekarniških ploščicah. In se pravi, učna točka za vse, ki delajo z ljudmi, za katere ne vejo čisto točno, ali imajo demenco ali ne, ampak način pogovora bi naj bil pa podoben temu. Edo, zakaj si izbral prav to zgodbo? Mislim, da je tudi zgodba za zgodbo. Ja, mislim, za vsako zgodbo je zgodba. Ta zgodba, ne vem, kakšno bolj humorno smo iskali, pa je pač ta ratal, ampak je tako, kot skoraj vse ostale po resničnih dogodkih. Tam ima res zanimivo zgodbo. Ko sem po domovih hodil, sem bil v enem domu in pač tam so mi povedali, da imajo njenega gospoda, ki je bil nekoč, mislim, da orodjar ali hišnik, nekaj tacga, in on je hodil po domu. Ko je videl odprto sobo, je smuknil v sobo, razdrl postlo, pa sem mu pa rekel, da jo nazaj sestavil, pa pač ni znal. In on je šel vsak dan dol na recepcijo, pa je zahteval vijake, šraufe, ne vem, kladu. In tam receptorka je, tako kot je Zdenka
prej že povedala, izgleda to vladala, se je znajdla in ona mu je vsakič rekla, da bo poiskala in mu bo prinesla v sobo. On je pomirjen odšel v sobo in naslednji dan spet isto, ki najdu priložnost. Pol pa te osebe, ki so pa not, je pa to čist tako, v glavnem ta, ki dela v lekarni, je vpisal receptorke, ki je tam delala, ta gospod visok je en gospod, ki sem ga tam videl, lekarna je pa prva stvar, ki sem iz doma prišel, je šlo pa pač ta zgodba v lekarno, tako da kakšen ga ne prizadanemo, pa da se kakšen ni čutil grozen, prizadet ga, ja. Laiki demenco usporejamo s pozabljanjem. Včasih jo enačimo s sklerozo in to oznako najpogosteje uporabimo tudi v kakšni šali za nedolžne spodrsljaje pozabe. Doktorica Čebašek Travnik, ste strokovnjakinja za demenco in svet znanstvenih izrazov vam je blizu. Kako pa bi nam laikom razložili, kaj pravzaprav je demenca in mogoče še, kateri so najzgodnejši opozorilni znaki, ki bi jih lahko opazili pri sebi ali pri svojih bližnjih? Ja, dokdaj bomo ostali tukaj? Ja, če bi vam hotela odgovoriti na to vprašanje tako, da bi ta odgovor bil popoln, bi si najbrž morala vzeti vsaj 1 uro, da bi pojasnila. No, ampak bistvene stvari so tele. Demenca spada med tako imenovane neurokognitivne motnje. Kaj to pomeni? To pomeni, da je nekaj narobe v naših možganih, v tistih delih možganov, ki so pomembni za naše spoznavanje, no, za odločanje, za prepoznavanje, skratka za nekaj, kar pri demenci začne ugašati. Torej, neurokognitivna motnja ima sedež v možganih, ampak teh motenj neurokognitivnih je pa veliko, pravzaprav vsako leto več. Mislim, vsako leto pravim zato, ker jih uvrščajo potem na različne sezname. Ampak demenca je pravzaprav skupno ime za vse te neurokognitivne motnje in si predstavljate, da je to podobno kot vročina, povišana temperatura. Ljudje dobijo znake pač povišane temperature, ampak mi ne vemo točno, kaj je to povzročilo. Pol sami mogoče že vemo, da je angina ali pa smo se nalezli nekaj od soseda, ki je kašljal pred nami ali nekaj podobnega. Skratka, iščemo, kaj bi bilo ozadje in če se bolezen ne umiri sama po sebi, gremo do zdravnika. No, pri demenci je pa zgodba na nek način podobna. Mi opazimo posamezne znake, tako splošno velja, da je najbolj znana pozabljivost, ampak v resnici so ti prelomni znaki demence precej drugačni. No, ampak še vedno tudi, ko rečemo, to pa so znaki demence, zdravniki poskušamo ugotoviti, kaj je odzadaj, kaj je povzročilo to neurokognitivno motnjo. Včasih je to nekaj, kar je možno pozdraviti. Včasih ta motnja izgine, če nehamo uživati alkohol. To velja za alkoholno demenco. Ampak nažalost je pa večina demenc povezanih z Alzheimerjevo boleznijo. To pa pomeni, da se v možganih nabirajo ene beljakovine, ki to osebo, možgane te osebe na nek način zelo po domače povedano blokirajo in je ta beljakovina tista, ki jo v trenutnem stanju znanosti krivimo, oziroma 2 beljakovini sta, da jih krivimo za to, da pride do demence. In tudi ta najnovejša zdravila so usmerjena v to, da bi možgane očistila teh snovi. To je zelo preprosto rečeno. Zdaj pa kdaj vemo, da je ta demenca dejansko prišla v nas ali med nas, če gremo v družino. Različno je od vrste demence. Motnje spominja, jaz mislim, da smo tisti, ki smo nad 50, bom rekla, občutili že vsi, mlajši pa, kadar je treba v šoli kakšen test pisati. No. Ampak pri mlajših je izvor te... Ali pa ključe iskati, ne? Ja. No in seveda, če se nečesa nismo naučili, tudi ne moramo pozabiti. Ne? Ampak kadar pozabljamo pa stvari, ki smo jih že nekoč vedeli, pa zanesljivo vedeli, je pa seveda neka vprašanje, ali gre za neurokognitivno motnjo, tako učeno povedano. Vendar to ni bistveno, ko smo rekli. Bistvene so stvari, ko se začnejo težave z iskanjem besed, z orientacijo, z odločanjem, z ravnanjem z denarjem,
tudi z izgubljanjem, skratka en splet, en šopek, če rečem grd šopek znakov, ki osebo postopoma vedno bolj onemogoči v vsakdanjem življenju. In seveda vsakdo, sem prepričana, to najprej opazi pri sebi. Ampak če to opazi pri sebi, pomeni, da bo kaj naredil, če to opazi pri sebi. Skrival bo, seveda, skrival in se nauči skrivati to svojo motnjo, ki jo je zaradi demence dobil. In potem recimo tisti, ki z njim živijo, tudi opazijo, pa mu kaj rečejo, pa se skregajo, pa to ni res. In ko soseda opazi, da je nekaj narobe z našim Janezom, kaj bodo rekli sorodniki? Saj ni, se je v redu. Skrivanje. In ta nagnjenost k skrivanju znakov demence je tista, ki oropa posameznika možnosti, da bi čim hitreje poiskal zdravniško pomoč oziroma diagnozo. In knjiga, če se vrnem za trenutek, knjigi je namenjena ravno temu, da se o teh motnjah, ki jih zaznamo pri sebi ali pa pri nekom bližnjem, začnemo pogovarjati in osebo usmerimo k zdravniku, kjer se lahko postavi diagnoza. Torej, v knjigi boste našli praktično vse simptome, ne v eni zgodbi, ampak če imamo vse zgodbe, imajo skoraj vse simptome. En tistih, pa dva tista, ki sta sila neprijetna, sta pa povezana z duševno motnjo, ki ji rečemo nanašalnost in ki jo v družinah z demenco poznajo. Oseba obdolžuje svoje bližnje ali pa sosede, da ji nekaj skrivajo ali da so jo ukradli, lahko da jo zasledujejo. Po drugi strani je pa o tem v bistvu še težje govorimo, o nasilnem vedenju oseb za demenco. Mi smo iz medijev vajeni, da so drugi nasilni do oseb z demenco ali pa do starejših oseb, ampak treba je pošteno povedati, da ko demenca napreduje do določene stopnje, osebe z demenco iz različnih razlogov lahko reagirajo agresivno, tudi nevarno. Tako da teh znakov je res veliko in knjigo bi še lahko kakšno napisali, mogoče kakšno drugo zgodbo uporabili za te iste primere, ampak tako približno. Ne vem, a sem dovolj povedala. Jaz mislim, da ja, seveda pa bi lahko verjetno kar dolgo časa govorili o tej temi. V knjigi je 64 zgodb, pa večinoma temeljijo na resničnih dogodkih. Z njimi ste želeli zajeti kar čim širši vidik bolezni, vendar pa je to le seveda neki izbor. Mogoče Saša, kako ste se lotili tega izbora, kako ste naredili izbor? Verjetno ste imeli precej več zgodb, ki ste jih obravnavali. Ja, zgodb je bilo, mislim, da nekaj čez 100 skupaj. Zdaj, eno sito zagotovo je bilo to, ki ga je Zdenka postavila, se pravi, hoteli smo res čim bolj raznolike simptome prikazati, se pravi, da eno sito je bilo to. Drugo je bilo to, da smo hoteli pokazati različne perspektive, se pravi, bolnik, oskrbovalec, zdravnik, medicinsko osebje, svojci in tako naprej, ne. Se pravi, tudi stepljati. Potem majčkeno smo poskušali tudi, ker smo štartali z natečajem Od solz do smeha, tukaj lahko rečem, no, saj ti si bila v komisiji, pa Zdenka tudi, že v prvem natečaju je bilo veliko solz, smeha pa bolj malo. Mi smo si želeli vseeno malo to razrahljati, da ne bomo vsi jokali na koncu, ko knjigo preberemo, in smo tudi skozi to perspektivo majčkeno ven vlekli. No, tako na ta način smo potem pa izumili tudi kratkice. Ampak no, mislim, da smo oddali okrog nekaj čez 80 zgodb v Mladinski knjigi. To je bil špeh, to je bila res, so rekli, ne, to ne pride v poštev, in so potem oni, nekaj je bilo treba žrtvovati, za nekatere smo se malo borili, nekatere smo žrtvovali, tako da na koncu je prišlo ven to, kar je prišlo, ampak ja, komot bi naredili še eno knjigo iz tistega, kar je dobrega ostalo. Seveda bi morala tukaj reči, na literarno vrednost smo vseeno malo pazili, ne, se pravi, da zgodbe so morale biti tudi dobro napisane, ampak kar se pa strokovnosti tiče, pa tako, kot smo rekli, različne perspektive, različni simptomi in
različne situacije. Za knjigo je zgodbo prispevalo kar 27 avtorjev. Kako je potekala komunikacija z njimi? Edo, boš mogoče ti, kako ste se tega lotili? Jaz, ki sem najmanj političen, bom probal. Ja. Danes smo imeli prvi tak malo jokav trenutek, mi trije, ker nam je malo naporno takole po Sloveniji hoditi, ampak tako pol tehta, ko pridemo, Zdenka je najbolj obremenjena, ko ima še druge stvari, pa ok, to je bil prvi trenutek, drugi trenutek, ko sem jaz edinkrat pomislil, da se mi tega ne da, je pa bilo delo z avtorji. Tako, ki zmeram avtorjev, je bilo na začetku 61, se mi zdi, mi smo jih iskali po celi Sloveniji, pa ne vem, tako kot v službi, tako kot posod, je ne vem, 90% jih je v redu, 8 prebavljivih, 2% sta pa taka, ki jih tudi vi poznate. Okay. In to je bilo res tako nemogočeno, pa z 2%, ampak tako je posod. Takrat sem jaz edinkrat mislil, da se tega ne grem več, ampak smo pol lepo šli naprej. Je pa po drugi strani tudi z unim avtorjem, ki jih je bilo pa večina, je bilo pa tako lepo delati, pa nove stike smo dobili, pa tako, v glavnem še povedal bi, da smo mi poslali, rečemo med Kranjčanom, povabila so dobili, mi smo hoteli res najboljše avtorje za to zgodbo. Mi dva rečemo, Sašo, ki so jih veliko pisali, so si najbolj želeli, da mi da sploh nobene zgodbe ne bi imela not, ker bi pomenili, da so pač toliko boljše, ampak enostavno ni šlo. Tudi pošten povem, da so nas malo podcenjevali eni pa pač rečemo, ne vem, Pižama nima časa, Rok Bohinc iz Kranja, tudi smo ga povabili, nima časa. Smo pa ene znane tudi zavrnili, sam jih nam omenil, ker sem si jih jaz ful želel zaradi reklame, pa pač ni prišlo, pa smo se ful matrali, da bi jih not spravili. No, v glavnem, je pa to delo, ko sem rekel z drugim avtorjem, je bilo pa fantastično in trije so kle med nam, tako da bi jih, če ostanejo pa en aplauz, Katja Rade, Maša Šemrov, pa Dominik Lenarčič. Pa jaz sam še zdaj bom 2 minutke izkoristil po svoje, pa se ne boste zamerili. V glavnem, ko sem jaz začel pisati, je to tako, malo bolj več, je to tako zgleda, da pač rabaš enega, ki ti popravlja in tega se vsi izogibamo, ko imamo že, nimamo časa pisati, pa da te en to skozi popravlja, pa da enega moriš, ko je to res težko dobiti, kaj ne rečem, enega norca, ki se mu da s tabo obadati. In 2 taka norca sta danes skle, to sta Maša pa Katja, ki sta se prve, to sta tudi te, ki sta že prej stale, ja, ki sta se z mano res bodle, pa sta imela potrpljenje, pa ko Saša nav povedala, pa sem pa jaz to naprej Sašo delal, tako da sem jaz pol vrnil družbi. Tako da ja, delo z avtorji je bilo naporno, ampak po drugi strani pa tudi neprecenljivo. Ja, jaz avtorjev, razen tukaj prisotnih, nisem poznala, ko smo te zgodbe delali. In tudi prej v življenju zgodb nisem znala popravljati. Tako, ko se včasih so popravljali čevlje, zdaj tega ne delajo več, ampak pa kakšen stroj. No in potem Edo pravi, ja, se ta zgodba je v redu, samo malo bi jo bilo treba popraviti. Kaj zdaj to pomeni, pa zgodbo popraviti? Ja, tako malo drugačno pišeš. No, ja, jaz sem bila tudi urednica različnih publikacij v preteklosti, pa sem malo vedela, kako pač urejati, ampak zgodbe popravljati sem se pa zdaj naučila. Tako da, ja, če vam konc ni všeč, ga pa drugače napišete in to pomeni popraviti zgodbo. In to se je moral Edo zmeniti z nekaterimi avtorji, ker smo pač ocenili, da bi ta zgodba v knjigi bolj zapolnila to mesto, ki smo ji ga namenili, če bi konc ali pa začetek bil malo drugačen. Pa seveda smo morali paziti še na to, da je bila zgodba, ko se reče temu, konsistentna, no? Da je iste osebe opisovala skozi in skozi, pa bom pa še nekaj povedala, ko bomo prišli na kratkice in na druge vesele zgodbe.
Hvala. Jaz pa predlagam, da na tem mestu prisluhnemo še eni zgodbi. Tokrat bomo slišali pripoved uspešne in nagrajene avtorice Maše Šemrov, ki je mučila Edota. In med drugim je zmagala tudi na našem natečaju knjižničarskem Tehnofobija ni za ženske, tako da sem zelo vesela, da je danes z nami. Danes pa bo predstavila se pravi svojo zgodbo na temo demence. Maša, kar takole. Prebrala bom odlomek iz zgodbe Prezgodaj. Gre za beljakovine, je pojasnjeval nevrolog, ki se nabirajo v možganski skorji. Mrščil je čelo in jo od strani opazoval skozi okrogle okvirje očal. Medtem ko ga je poslušala, je Goga s palcem in kazalcem cufala kroglice volne, ki so se nabrale na notranji strani rokava njenega puloverja. Aha, skorja, je takrat pomislila in možgani so se ji nenadoma zazdeli čudno podobni zobem in ploščicam. Ko se je vrnila iz ambulante, je sedla za kuhinjsko mizo in pred seboj poravnala izvid, ki ga je po diktatu nevrologa z vso pozorno ravnodušnostjo zapisala mlada administratorka s slušalkami. V razdelku o anamnezi je pisalo: na pregled prihaja 56 let stara ženska brez znane družinske obremenitve z Alzheimerjevo boleznijo. Občasno opaža težave s spominom. Goga je odložila list papirja in se zagledala skozi okno. Svetloba zimskega dneva je poplesavala v golih vejah drevja in bledo sonce se je že spuščalo proti obzorju. Kdo je bila ženska z izvida? Zdela se ji je tuja, nepovezana z njo, pa vendar je imela oddaljeno predstavo, da gre za eno in isto osebo, za njo, Gordano, 56 let staro učiteljico matematike, ki je v zadnjem letu, medtem ko je stala pred tablo in učencem razlagala ulomke in enačbe, kot že 1000-krat dotlej, v nekem trenutku, ki ga nikakor ni mogla predvideti, pozabila vse korake računskega postopka. Ko se ji je to zgodilo, se je izgubljeno prestopala na mestu in iskala prave besede, za katere se je zdelo, da jih je vsrkala najbližja črna luknja v vesolju. Občutek je prišel iznenada in jo spodnesel, kot bi jo nekdo nepričakovano sunil v rebra. Ozirala se je po obrazih učencev, med katerimi so bili tedaj proti tabli dvignjeni tudi tisti najbolj klepetavi. Številni pogledi so obviseli na njej z vprašaji v očeh. Nihče ji nič ni rekel, le starši so se kmalu pritožili ravnateljici. Goga se je zagovarjala, da gre le za hipne trenutke zmedenosti in slabega počutja. Z vnemo v glasu, ki je jemala dih, je pojasnjevala, da ne vidi potrebe po preobračanju malenkosti v razsežnost problema. Ravnateljica je vztrajala, zato je Goga na koncu popustila in se naročila na pregled pri zdravniku. Zdaj je vzela v roke svinčnik in podčrtala izraze v izvidu, kot so atrofija, temporalni, parietalni, kognitivni upad. Slednji je bil opisan kot blag in omenjen v delu, ki je bil naslovljen klinična slika. V droboju jo je stisnilo nejasno spoznanje. Najlepša hvala. Še za komentar, prosim. Ja, ta zgodba je res rahločutno, pa vendarle zelo natančno opisala tisti trenutek, ko se oseba sama zaveda, da je to demenca. Ko jo je stisnila v trebuhu. Takrat ni imela več sama pred sabo nobenega umika, nobenega izgovora. Najbolj ste dojeli, da gre za aktivno žensko, za učiteljico matematike, ki je stala 56 let. Če bi gledali v učbenik, bi pa tam pisalo, da demenca prizadene najpogosteje osebe, ki so stare 65 let in več. Vendar opažamo, posebno v zadnjih letih, da demenca napada, če smem tako reči, vedno mlajše osebe. Tudi take stare manj kot 40 let. In tudi pri teh se bolezen lahko konča smrtno.
Pri Gogi, pri tej glavni junakinji, opažamo tudi to, da je s to svojo boleznijo začutila, da gre v osamo in da izgublja stike z družbo. In to je tudi v nadaljevanju zgodbe povedala. In to, kar se lahko naučimo, če gremo spet na narativno medicino, je, da se ti znaki demence pri mlajših osebah razlikujejo od demence pri starejših. In ravno pri njej je to bilo opazno. In ona je tudi, ko je prišla do spoznanja, da ima demenco, občutila grozen strah. In prej, ko sem rekla, da osebe z demenco prikrivajo, tudi družinski člani, je druga lastnost, ki je značilna za to osebo, za njen notranji svet, za doživljanje, ravno ta strah. Kaj zdaj? Kaj to pomeni zame? Kaj to pomeni za mojo službo, za mojo eksistenco, za moje življenje? Kako bom? Jaz sem še mlada. A bom šla kar takoj v dom, ali kaj naj naredim? A bom lahko vozila avto? A bom znala na banki urejati stvari? Skratka, strah je tista močna sila, ki za nekaj časa kar umrtvi te osebe. In če jih nadrejeni, kot je bilo v tem primeru, pošljajo do zdravnika, to ni kazen, ampak je to v bistvu pomoč, da se ugotovi, kaj je z osebo in da se potem jo naprej vodi skozi različne oblike pomoči. Te oblike so, bomo kasneje še kaj rekli. Tako da, Maša, hvala. Tako tenkočutno opisan ta trenutek zavedanja je res prava učna točka. Hvala. Posebno mesto v knjigi pa imajo tudi tako imenovane kratkice. To mislim, da ste se kar vi trije izmislili. Kaj to je, pa če bi mogoče kakšno prebrala, Saša? Ja, nekje v uvodu sem zapisala, da med branjem teh zgodb je pravzaprav, ker so ene tudi težke, mogoče tudi duhomorne, kaj vem, je treba imeti območje predaha, tako kot ga rabijo tudi svojci, tipično. Tako da to je malo opis tega dogajanja. Ja. Kratkice so torej ene čist kratke zgodbice, ki jim tudi nismo pisali avtorstva, ki so namenjene samo temu, da prekinejo, da zadihamo, da se mogoče nasmejemo, da stopimo nekam drugam, samo da prekinemo tisto težko branje, recimo. Tipično smo jih, mislim, postavili res za kakšne mogoče malo težje zgodbe. Zdaj bom pa prebrala eno, ki bo ene vrste test za vas, da vidim, koliko poslušate. Lenart in Matija sedita na klopci dvorišča doma za upokojence. Nekaj časa sta tiho in gledata v smeri bližnjega gozdička. Sliši se petje ptic v daljavi in njuno neenakomerno dihanje. Jesen gre h koncu, zebeju. Marjan prvi vstane, opirajoč se na palico. Ti, Benjamin, dovolj imam. Odpoved bom dal. Ne bom več delal za trakom. Čutim, da si zaslužim boljšo službo. Erazem, popolnoma se strinjam s tabo. Če sem prišel na Storžič, bom pa tudi na Triglav zmogel. Kaj ste opazili v tej zgodbi? Imena? Koliko? Koliko? 4 ali 5? Koliko oseb? 2 osebi. Prav bi bilo, da bi bila 4 imena. Ampak jih je 5. Kdo ve, mogoče je bil tudi pisec majčkeno zmeden. A to ste vi pisali, ali je to skrivnost? Tega ne bomo A povedali. ne boste povedali? v Ne, redu? lahko mogoče ob tem še povem, da kaj je bilo prvo vprašanje na tiskovni konferenci ob izidu knjige. In novinar je vprašal, zakaj naslov knjige nima vprašaja. Ja, ker smo ga pozabili. Ne, se ga nismo. Veliko, gospa Zdenka Čebašek Travnik, veliko se govori tudi o nekem novem zdravilu. Mogoče nam lahko kaj več o tem poveste? Ja, demenca je v zadnjih 10 letih bila deležna velikega zanimanja farmacevtske industrije, kajti
Vemo, da število obolelih narašča, predvsem teh z Alzheimerjevo boleznijo, in tiste farmacevtske firme, ki bodo prve izdelale zdravilo, ki bo tej bolezni učinkovito stopilo na rob, bojo zelo obogatele. To je širša zgodba. Ožja zgodba je ta, da so v preteklosti te farmacevtske firme v svojih raziskavah štartale za prenašalce, na nevrotransmiterje v možganih, in so dejansko z nekaterimi zdravili, ki jih še zdaj pri nas uporabljamo in predpisujemo, uspeli zmanjšati hitrost napredovanja bolezni. Čeprav po 5 letih, to sem tudi sama videla, neke razlike ni bilo. Ampak če je osebam to dalo 2 ali pa 3 leta bolj polnega življenja, je bilo vredno. No, ampak iskali so še naprej in so prišli do tega, da so pri Alzheimerjevi bolezni te beljakovine, ki bi jih bilo treba spraviti iz možganov, in so se temu posvetili in so dejansko že pred 3 leti prišli v Združenih državah Amerike do teh zdravil, potem so pa trajali ti postopki registracije približno leto in pol ali pa celo 2, da so jih končno v Ameriki registrirali in jih začeli uporabljati. Potem pa si je še Evropska agencija za zdravila vzela še nadaljnje leto, da je ta zdravila registrirala za Evropsko unijo. Torej, načelno so zdravila, 2 tipa zdravil sta tukaj, ena je donanemab, en je pa lecanemab, pa se ni važno. Gre za to, da imata iste tarče v možganih in naj bi bile zdravila učinkovita. Pa sva mi dve Sašo to si izmenjavale te znanstvene članke in gruntale, kakšna je ta učinkovitost. Ja, prve raziskave kažejo, da so zdravila učinkovita pri zgodnjih fazah Alzheimerjeve bolezni. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora ta bolezen biti še zelo blaga. V fazi, ki v večini primerov v Sloveniji sploh ne pridejo do zdravnika, kaj šele do nevrologa. Tako da, če bo do ta zdravila spodbudila ljudi, da se bodo prej oglasili pri zdravniku v upanju, da bodo dobili predpisano zdravilo, je to koristna stvar. Druga pomembna zadeva v zvezi s temi zdravili je, da se dajejo po sedaj znanih oblikah samo intravenozno v obliki infuzije. Kaj to pomeni? Da mora bolnik iti nekam v zdravstveno ustanovo odležati, tam napeljejo to infuzijo, se pravi v žilo spustijo eno tekočino, ki počasi kaplja, in to infuzijo je pri enem zdravilu treba ponavljati na 2 tedna, pri drugem pa na 1 mesec. Kar pomeni, da je to vsaka 2 tedna ali pa vsak mesec je treba to proceduro dati skozi. Pa tudi to še ni tako neizvedljivo, no, ampak treba tudi po pravici povedati, da obstajajo nekaj stranski učinki, ki niso, bom rekel, tako nedolžni. Skratka, ko se bo začelo pri nas uporabljati to zdravilo, bo narejen en protokol, ki ga strokovnjaki naši že delajo, in bodo seveda prve paciente skrbno izbrali. Torej, začetna faza bolezni, odsotnost drugih nekih bolezni, ki bi lahko bile težava, in seveda tudi to, da imajo možnost prihajati na te infuzije. Po najboljših napovedih bi naj začeli s tem konec tega leta, tudi v Sloveniji. Nekateri pa so že našli pot nekam v tujino, pa tam dobili ta zdravila, ampak to niso bile regularne poti, tako da če ste koga slišali, da je šel, ne vem, v Turčijo ali pa ne vem kam po zdravilo, ali pa v Anglijo, tam ga tudi imajo. Je to lahko resnična novica, ampak v našem zdravstvenem sistemu ga še ne moremo uporabljati. Toliko je o tem zdravilu, ampak to je o zdravilih. Imamo pa eno drugo dobro novico. Svetovna Alzheimerjeva zveza je v letošnjem septembru objavila letno poročilo, vsako leto ga izdajo,
kjer je podrobno izpostavila rehabilitacijo oseb z demenco, posebej z Alzheimerjevo, in smo prvič dobili ene zelo optimistične rezultate. Torej tudi osebe, ki imajo demenco, ni nujno, da je v začetni fazi, ampak boljše, da je čim prej seveda, se lahko po nekem individualnem planu dobesedno rehabilitirajo oziroma spravijo svoje življenje v neke okvire, v rutine, ki jim omogočajo zelo dolgo življenje v domačem okolju. To je pa tisto, kar me je letos pa res opogumilo in mi je dalo, bom rekla, neko upanje za prihodnost. Tudi s knjigo smo želeli zbuditi upanje, ampak zdaj to upanje res obstaja, tako da to lahko delim z vami. Hvala, res lepa novica. V Arboretumu Volčji potok pa ste ustanovili študijsko skupino Modra palica, ki pa je pripravila pot za spomin za osebe z demenco in njihove bližnje. Mogoče lahko majčkeno opišete to pot, kako deluje, kaj pomeni. Ja, najprej ime Modra palica. To ime mi je pač prišlo na misel, ko sva z možem skoraj vsak dan hodila po Arboretumu in hodiva s palicami, ne s tistimi za tek ali pa za hojo, ampak lesene palice, navadne. Saša pa Edo vesta, kako te palice izgledajo, in se je rekla, kaj če bi mi to imeli neko modro palico in bi pomagali ljudem z demenco, da hodijo po tej poti. V zelo kratkem času mi je uspelo dobiti eno manjšo družbo ljudi, ki smo si pač nadeli ime, projekt Modra palica, in smo dobili, bom rekla, podporo vodstva Arboretuma, do orang podporo, mislim ne finančno, tako da smo dobili prostor, kjer smo se lahko sestajali, da smo dobili strokovno osebje, ki nam je pomagalo pri, bom rekla, preštevanju korakov ali pa metrov, ki nam je prisluhnilo, ko smo predlagali, kje naj bodo klopi, in ki nam je pomagalo razvijati tudi te, bom rekla, obiske posameznih točk ob poti. Jaz sem s sabo prinesla, tam imate na mizi, nekaj teh zloženk o tej poti za spomin. Gre pa, čisto kratko povedano, za pot, ki je dolga približno 1000 metrov, lahko se jo seveda podaljša. Računali smo s tem, da morda vse osebe z demenco niso več sposobne daljših sprehodov, če pa so, toliko lepše, smo napisali tudi en podaljšek. In da je ob tej poti, ne samo da hodijo, ampak da je ob tej poti nekaj točk, pri katerih se ustavimo na doživetjih, na opažanjih. Tako najprej zavijemo v dišeči vrt. Potem si ogledamo papeški vrt papeških vrtnic. Ogledamo si drevesa prihodnosti. Ogledamo si drevesa sedanjosti. Pridemo do sončne ure, do visokih gred, ki so speljane v labirint, do jezera, kjer štejemo race. Skratka, teh točk je na teh 1000 metrih toliko, da ena ura sprehoda zelo hitro mine. Pripravili smo tudi eno košarico, ki jo, če se naprej dogovorite, lahko prevzamete na blagajni. In v tej košarici so pa različni predmeti, ki bi jih osebe brez težav morale prepoznati, če ne pa se pač učimo. Stoži koruzni, stoži od dreves, kamni različni, dišave različne. Priložili smo povečan zemljevid te poti, da vadimo orientacijo, ki hodijo. In priložili smo pesmarico, prav posebno pesmarico s pesmimi, za katere smo nekako sklepali, da jih bodo osebe, ki so zdaj z demenco, znale zapeti. In smo priložili zraven tudi natiskanih nekaj besedil za nas mlajše, ki mogoče ne vemo vseh teh besedil. In seveda, ko smo to vse sestavili v pot, smo šli v preizkušanje in smo bili zadovoljni. Ko smo videli ljudi, kako se živijo v to pot, kako sodelujejo v dišečem vrtu, kako so se pripravljeni razgibavati, čeprav jih doma nisi mogel spraviti od mize. In največje presenečenje pa bilo, ko smo se ustavili in smo rekli, da smo pa eno zapeli sredi parka, nekje v eni klopci ali pa ob majhnem jezercu, in smo začeli in petje se je zgodilo.
petje se je zgodilo in potem so kar sami nadaljevali. Torej, našli smo tiste točke, ki so za osebe z demenco pomembne. Pa še nekaj. Usposobili smo spremljevalce. Kaj to pomeni? To pomeni, da če se na blagajni dogovorite, da pridete z nekom, ki ima demenco in bi želeli spremljevalca, sami pa mogoče šli na kavico ali pa samo oddaleč opazovali, je to možno. Torej, usposobili smo spremljevalce za osebo z demenco. 2 izobraževanji smo doslej, usposabljanje smo doslej imeli, tako da si želimo, da bi ta naš projekt Pot za spomin povzeli še kje druge. Lahko povzamete tukaj tako te zloženke in zraven so še revije Spominčica. Čist proti koncu je ta naša knjiga tudi opisana, tako da smo vam malo gradiva za domov tudi pripravili. Pa seveda z vabilom v Arboretum. Ja, hvala lepa. Čas kar teče in preden dam mogoče še kakšno vprašanje, da ga lahko postavi publika. Jaz vem, da imate zelo zapolnjene urnike s temi predstavitvami, kot je današnja. Zakaj so te dogodki, kot je današnji, tako pomembni? Kaj želite z njim? Vem, da imate zelo zapolnjen urnik. Kaj pomenijo? No, tako kot ste videli, ne, je to lepa priložnost, da se pogovarjamo o demenci. Ne pogovarjamo se samo o knjigi, ampak pravimo, da so to pogovori ob knjigi. Knjiga je, tam so zgodbe, ki so za prebrati, ampak ob tem se pa lahko pogovarjamo o tem, kako nastane, kako izgleda, kakšne so poti in tako naprej. Tako da to je krasna priložnost za pogovor o demenci in mislim, da se to tudi pozna, ne? Zato ker ponavadi je udeležba na teh dogodkih kar lepa in dostikrat mislim, da se zgodi, da potem do zdenke še kdo stopi pa še kaj vpraša, ne? Tudi po koncu tako na 4 oči. Tako da pogovor o demenci, to je glavni cilj bil, to smo hoteli spodbuditi s pisanjem in s temi srečanji. In očitno vam je kar dobro uspelo, tako da čestitam. Zdaj mogoče še publiko povabim k kakšnemu vprašanju. Če ne, pa seveda bojo avtorji tudi tukaj še za kakšen podpis, kakšen avtogram. Jaz vam najlepše zahvaljujem za danes, da ste z nami bili, da ste to sploh napisali, da ste imeli živce vse to skupaj spraviti in da vztrajate na teh predstavitvah in govorite o demenci. Vas pa povabim še na koncu, lahko si kakšno knjigo tudi kupite in pa seveda hvala za obisk in lep večer še naprej.